Minuli vikend smo širom Slovenije slavili 1. maj, praznik dela, ki so ga, podobno kot ostale letošnje praznike, zaznamovali protikoronski ukrepi. Dajmo pogledati, kako je bil videti letošnji prilagojeni program. Prvi ritmi budnice so se nad sedežem Cerkniškega pihalnega orkestra vili iz velikega ozvočenja. Medtem so se v zgodnjem jutru ob donenju cerkvenih zvonov zbrali glasbeniki. Se zaradi epidemioloških ukrepov razdelili v 3 skupine in na varnostni razdalji odkorakali v Cerkniške ulice. Glasbeniki so se zaradi varnosti razdelili na 3 skupine. Na pozitivne, na negativne in na tiste, ki še čakajo na izvide. Bolj kot varnostna razdalja pa je glasbenike razburilo priporočilo NIJZ, da naj na pihala igrajo skozi luknjo v maski. Dajmo pogledati, kakšni so bili odzivi. To so prizori iz tujine, vendar je NIJZ taka priporočila med igranjem inštrumenta podal tudi pri nas. Na Zvezi slovenskih godb kar dežujejo klici, kdo se je zmislil tako neumne navodila. Lepo vas prosim, da med igranjem inštrumenta nosiš prelukljeno masko, ni neumno navodilo, ampak najboljša možna rešitev. Se vsi vemo, kakšna so pravila zaščite. Če moraš čez masko igrati inštrument, ne narediš luknjo. In če ti je kondom premejhen, mu odrežeš konico. Simpel kot pasulj, kaj je tle problem? Sploh pa luknja v maski ni najneumnejša možna rešitev, ki so jo imeli v mislih. Baje so resno preizkušali tudi, če bi bolje delovala maska na konc trobente. Glede na videno, tista naša lanska ideja o varnem prehranjevanju v gostilnah sploh ni bila tako daleč od resnice. Godba pa seveda ni edina prvomajska tradicija, ampak sem spada tudi kresovanje. Čeprav jih je večina odpadla, vam z veseljem sporočam, da so enega organizatorji vseeno uspeli spraviti pod streho. Zakurili so 23 kartonskih stolčkov in ministrom ter poslancem s tem, kakor pravijo, poslali sporočilo, da jim bo na poslanskih stolčkih vedno bolj vroče. Kot ste lahko videli, so namesto večjih kresov letos prevladovali manjši. Še vedno pa se je kuril točen tist, kar se običajno kuri na vaških kresovih. Rabljen pohištvo. Prvi korak v svetu odraslosti pa so ta teden naredili dijaki zaključnih letnikov. Zanimivo si naenkrat. Pri nas so eni že v osnovni šoli, drugi smo pa pač počakali do faksa. Začela se je namreč matura. Sem pa mislil, da so dobili kazen na protestu za odprtje šol. Je pa protokol letošnje mature zaradi covida malo drugačen, kot smo vajeni. Ob odreditvi karantene zaradi rizičnega stika lahko dijak največ 24 ur pred izpitom opravi PCR test. Ukolikor je negativen, se mature lahko udeleži. Vsi, ki so potrjeno okuženi, pa imajo z ustreznimi dokazili možnost, da maturo opravijo jeseni. Ja, res je, vse je drugače, kot je bilo. Že sama besedna zveza rizični stik se je spremenila. Če kot dijak danes na glas poveš, da si imel rizični stik, dobiš PCR test. Včasih si v istem primeru od sošolcev dobil roko papir. Od sošolke pa grd pogled, ki je povedal naprej. Še posebej, če si izmislil. Ob vseh zapletih s korono in maturo so lanski maturanti, ki so se pritoževali, ker so se 2 meseca učili od doma, ugotovili, da jim je še dobro, vsaj dokler niso prišli na faks in ugotovili, da ne bodo imeli družabnega življenja. Kakorkoli, dajmo pogledati, kako so maturitetni esej iz materinščine dojemali v Prekmurju. Čeprav so jim profesori med pripravami na maturo od doma zagotavljali, da imajo vse pod nadzorom, je bil med dijaki prisoten strah. Bali so se, kaj če vsega ne bodo dobro razumeli, če bi bilo kaj drugega, kar smo predelali. Ja, bali so se, da ne bodo vsega razumeli. Veste, kaj bom rekel zdaj? Ta strah sicer ni bil toliko povezan s korono, kot z dejstvom, da so omenjeni dijaki iz Prekmurja. Pisali so pa esej iz slovenščine. Če so uspeli cel esej napisati brez enega umlauta, bi mi jaz dal že 3 za trud. Zdaj pa k cepljenju, edini aktivnosti, ki pri nas epidemijo komplicira hitreje, kot jo rešuje. Ta teden je bilo na vrsti cepljenje starostne skupine 50+. Zataknilo pa se je pri razumevanju definicije, kaj točno pomeni 50+. Ja, kot so nas danes opozorili v Velenju, jim zdravstveni inšpektorat ne dovoli, da bi cepili osebe, ki bodo morda že čez 2 tedna dopolnile 50 let. Torej tiste, ki sicer v tem trenutku res še niso stare 50, bodo pa to starost dopolnile v tekočem koledarskem letu.
Ja, cepilni centri kot 50-letnike definirajo vse, ki bodo Abrahama praznovali letos. Zdravstveni inšpektorat pa po drugi strani jasno navaja, da se kot 50-letnik šteje zgolj oseba, ki so ji sosedje že postavili mlaj z ukradenim prometnim znakom. Ker to je v Sloveniji bolj zanesljiv znak, da si star 50, kot izpisek iz rojstnega matične knjige. K sreči se dobava cepiv hitro povečuje, tako da bo že prihodnji teden cepljenje omogočeno vsem starostnim skupinam. V ta namen je država pripravila naslednjo inovacijo. Za prijavo na cepljenje preko portala ZVEM ne potrebujete digitalnega potrdila, saj želijo prijave omogočiti širši populaciji. Če ste se na cepljenje že prijavili pri osebnem zdravniku ali na cepilnem mestu, se vam zdaj ni treba še enkrat prijavljati preko portala. Podatki bodo avtomatsko preneseni. Super, se pravi, se mi ne bo treba še tretjič prijavljati. Čeprav sem prepričan, da se bomo na koncu morali osebno prijaviti pri Kacinu doma. Nov portal za naročanje je torej vzpostavljen, zdaj je potrebno samo še prepričati ljudi, da se prijavijo. Zgled pri tem so nam lahko kdo drug kot Srbi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes napovedal, da bodo vsi državljani, ki so že cepljeni proti COVID-19 ali se bodo cepili do 31. maja, dobili dodatnih 3000 dinarjev, kar je 25 evrov pomoči. No, opozoril pa je vse javne uslužbence, da kdor se ne bo cepil, ne bo dobil nadomestila za bolniško odsotnost, če se bo okužil s koronavirusom. Vem, 25 evrov ne zveni veliko. Ampak treba razumeti, da je v Srbiji standard mnogo nižji kot pri nas. Pri njih je 25 evrov, tako kot pri nas, ne vem, jurja. Za tak denar se pa že splača iti zavihati rokave. Je pa res, da Slovenci nismo tako mahnjeni na denar kot Srbi. Pri nas smo bolj mahnjeni na alkohol. Tako da bi bilo veliko boljše, če bi pri cepljenju za nagrado dobil eno fajn buteljko. Se pa že šušlja, da naj bi tudi pri nas uvedli kazen za necepljene javne uslužbence in sicer naj bi jim pauzo za kafe zmanjšali na vsega 45 minut. In s to inovacijo zaključujemo današnje poročanje o materi vseh nadlog. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.